Naloga teh dvigal je, da pretovarjajo kontejnerje iz ladje na obalo in pa z obale na ladjo. Njihove zahteve oziroma lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati, so te, da omogočajo dovolj dvižne višine, doseg nad morjem in pa da imajo dovolj veliko kapaciteto dvigovanja tovora, da lahko pretovorijo vse kontejnerje, ki pridejo z ladjo. Na jeklenicah se naenkrat lahko dvigne pri starejših dvigalih do 45 ton, pri novejših dvigalih 65 ton teže tovora. Ob tem je pa treba vedeti, da že sama naprava vsebuje neko bruto težo, katero je treba tudi dvigovati. Kaj pa zagotavlja to orjaško moč? Kakšni so motorji, kakšni so pogoni, kako debele so jeklenice? Premer jeklenic je 28 mm, pogon pa je sestavljen iz elektromotorja, reduktorja, dvižnih zavor in seveda vrvenic, ki omogočajo premikanje jeklenih vrvi po dvigalu. Kljub enormni masi in ostalim dimenzijam pa je narava vseeno lahko močnejša od tega jeklenega silaka. Ja, pri tovrstnih napravah, kot pri vseh drugih dvigalih, je glavna omejitev hitrost vetra. In brez težav lahko delamo z dvigali, seveda ob primernem usposobljenem upravljalcu dvigala, do hitrosti 20 metrov na sekundo oziroma 72 km/h. Koliko različnih žerjavov pa deluje na pomolih Luke Koper? V luki na kontejnerskem terminalu imamo dva tipa žerjavov. Prvi tip žerjavov so žerjavi, ki jih vidimo za nami, to so tako imenovana STS dvigala oziroma dvigala, ki so namenjena prenosu kontejnerjev z ladje na obalo in obratno. Poleg tega pa imamo na kontejnerskem terminalu še tako imenovane transtenerje ali mostna dvigala na kolesih, ki so namenjena premikanju kontejnerjev po skladiščnih površinah. V splošnem lahko rečemo, da mi pretovorimo 80 kontejnerjev na uro in če računamo, da ima taka ladja na sebi potrebnih 3 do 4 tisoč premikov kontejnerjev na obalo in pa z ladje, torej z ladje na obalo in z obale na ladjo, torej če podelimo z 80, vidimo, da v slabih 2 dneh bo to pretovorjeno. Celoten proces je organiziran in nadziran iz dispečerskega centra, ki se nahaja v zaledju kontejnerskega terminala. Preko ustreznega informacijskega sistema vodimo delovni proces, tako da vse poteka brez težav. Veter je eden ključnih dejavnikov, ki lahko ustavi proces natovarjanja. Kaj pa plimovanje morja? Torej, pri nas je razlika med višino morja v plimi in oseki dober meter, kar pomeni, da kadar smo nekje na mejah obratovanja dvigala, lahko tudi ta meter pomeni, ali bomo kontejner raztovorili ali ne, ampak to je pa res v izjemnih primerih. Nikakor ne moremo zanikati dejstva, da upravljati tak stroj je svojevrstna naloga. Tako vizualno, kot verjetno tudi tehnično. Kakšen tip človeka mora sedeti tam zgoraj? Ja, predvsem je pomembno, da je človek miren, hladen, velika sposobnost koncentracije in pravilno odreagirati v določenih kritičnih situacijah. So talne označbe ključni orientir pri upravljanju dvigala? Nedvomno mora dvigalist imeti neko orodje, nek način, ki mu omogoča hitro pozicioniranje kontejnerjev na stroje oziroma vzdolž obale, kjer je potrebno. Načinov je precej, v Luki Koper uporabljamo tega, kot ste videli, ni to edini, niti ne bomo rekli, da je najboljši, torej načinov je več. Eden pa vsekakor mora biti uporabljen, če hočemo učinkovito delati. Kako se bojujete z rjo, kako se bojujete z obrabo materijala? Pri koroziji je pomembno predvsem 2 stvari, torej, da je vsa konstrukcija dobro zaščitena in da se uporabljajo predvsem maziva primerna temu delovnemu okolju. Torej, pri uporabi maziv ne moremo uporabljati maziva, ki so splošno znana v industriji. Tudi tukaj je nekje specifika, da se uporabljajo masti, olja, ki niso tako občutljiva na prisotnost soli v zraku in vodi. Seveda je ključnega pomena za uspešno delovanje zapletene tehnike tudi natančno vzdrževanje. Remonte oziroma preventivno vzdrževanje na kontejnerskem terminalu opravljamo glede na ugotovljeno stanje
na strojih. Ne? Torej, nekatere procese planiramo na osnovi opravljenih ur, določene vzdrževalne posege pa načrtujemo glede na ugotovljeno stanje pri rednih kontrolah. Tako je tudi pri jeklenih vrvenicah. Ko zamenjamo jekleno vrvenico, ko pač ne ustreza standardu, kateri predpisuje primernost jeklenic za delo na dvigalih.